Ob 30. obletnici akcije Moj zdravnik je revija Viva skupaj s Turizmom Ljubljana pripravila tole čudovito razstavo tukaj na Krakovskem nasipu. Na ogled bo do sredine maja, iskreno vabljeni, pridite, poglejte si jo in seveda glasujte za svojega favorita tudi letos. Akcija Moj zdravnik leta ponazarja tisto dobro plat zdravstva, tisti lep odnos, ki ga lahko vzpostavita zdravnik in pacient. In tudi sama imam tukaj zelo lepo osebno izkušnjo, ker so me namreč ženske, s katerimi se ukvarjam, izbrale za mojega ginekologa leta 2023. V tem kontekstu in pa v kontekstu tega, da letošnje leto predsedujem komisiji za izbor zdravnika leta, bi res vse lepo povabila k ogledu razstave ob Krakovskem nabrežju, ki obeležuje 30. obletnico izbora Moj zdravnik. Jaz še vedno mladino učim, da naj poslušajo starejše. Odhajamo kar pridno v pokoj, tako da teh prilik ne bo več veliko in da ni to samo internet in potovanja in to, kar in hobi in to naprej. To je njihova odločitev, da so se odločili za tak poklic, s tem bodo živeli in mislim, da večji del svojega prostega časa bodo dostikrat tudi žrtvovali za sočloveka. Tako da bo nažalost še vedno pri pravem zdravniku družina vedno v drugem planu. V zdravstvu resnično najbolj krepi to zaupanje bolnika, ker brez bolnikovega zaupanja ni prave medicine. Predvsem ni samo tehnično zdravljenje. Medicina ni samo poklic nekega znanja, je tudi tretja dimenzija, kako svojo energijo prenašamo na bolnika in mu tudi s tem pomagamo. Potrebno je, da ustvarimo odnos med zdravnikom in bolnikom, odnos zaupanja, ki izboljša zdravljenje, in to je tisto, kar je dodatna vrednost našega poklica. In sreča ob tem, da bolnika pozdraviš, da ti s pogledom vrne zahvalo, to je največ, kar lahko kot zdravnik doživiš. Odnos je ostal še vedno dober, kljub temu, da nas poskušajo politiki skregati. Mislim, da je to ostalo tako, kot mora biti in da je zdravnik in pa tudi drugo medicinsko osebje tisto ključno, ki je vzdržalo te slabe čase, tako da mislim, da se dobro dela, premalo krat to poudarja in tudi na vaših programih je bilo to, da to izboljšate, to stanje duha v državi in povemo ljudem, da so varni, da imamo še vedno dobro zdravstvo in da bi radi ohranili zdravniki ta ritem tudi naprej. Ob 30.